Pozdravljeni. Mislim, da smo si vsi mi, navdušenci nad Formulo 1, enotni, da je bila dirka za veliko nagrado Avstrije 2020 dobra, napeta, nepredvidljiva in razburljiva. A vprašajmo se, zakaj, kaj je botrovalo v bistvu tako dobri dirki. Do sedaj smo že mnogokrat videli, da so se organizatorji Formule 1 trudili s kakimi čudnimi spremembami pravilnika doseči, da bi bile dirke bolj žive in bolj razburljive. V večini primerov se jim je ta poskus izjalovil. Dirke so bile po tistih spremembah še bolj dolgočasne in še bolj predvidljive. Podobno kot s tistimi napori, da bi znižali porabo denarja. Na koncu se je zmeraj ugotovilo, oziroma v večini primerov, da so ekipe porabile več. A videli smo, velika nagrada Avstrije v sezoni 2020 je bila vredna ogleda. Vem, bilo je kar nekaj korenitih sprememb pravilnika, a v večini primerov je šlo za spremembe vezane na virus COVID-19, ne na zanimivost oziroma nezanimivost dirk. Zakaj torej kar naenkrat brez velikih sprememb tako zanimiva dirka? Vidim dva poglavitna dejavnika, katera bom skušal na hitro in na enostaven način razdeliti tu. Prvi dejavnik je ta, da smo po dolgem času videli ogromno število odstopov vezanih na tehnične težave bolidov. In če se dobro spomnimo, pravilnik je tak, da nagrajuje tiste bolide, katere so zanesljivi. Torej, težko si predstavljam, da bi pri ekipah pozabili tisti skrivni recept, ki naprimer v večini dirk v lanski sezoni je naredil, da je naprimer 18 ali več bolidov prišlo do konca dirke. In v lanski sezoni smo videli kar nekaj odstopov vezanih na trke, vezanih na vozniške napake, ko je nekdo zapeljal s proge in trčil ob kako ograjo. A na veliki nagradi Avstrije vsi odstopi so bili vezani na težave tehnične narave. Kje je torej tu skrivnost? Po mojem osebnem mnenju je v temperaturi. Namreč velika nagrada Avstrije je prva dirka v sezoni 2020. Ponavadi ni bila. Ponavadi smo imeli dirke, katere so pripravile ekipe na višje temperature. Naprimer, velika nagrada Avstralije, velika nagrada Kitajske, velika nagrada Bahreina, tudi če je bila v večernih časih, na to je prišla velika nagrada Španije, katera je bila prva malo toplejša na koledarju. In pri ekipah so dobili povratne informacije, kako se jim dviguje temperatura pod pokrovom pogonskega sklopa. In seveda iz dirke v dirko so odpravljali težave. Te možnosti tu letos niso imeli. Prišli so na prvo dirko hočeš nočeš s tistim, kar so zaračunali pri projektih, s tisto konfiguracijo, katero so imeli več ali manj napravljeno za veliko nagrado Avstralije, a temperatura je bila malce višja. Res ni bila tako visoka kot lani, vkolikor bi imeli 36 stopinj, bi videli še večje število odstopov. A po drugi strani se moramo zavedati, da bolidi Formule 1 so ekstremni. Vsaka dodatna hladilna reža na pokrovu pogonskega sklopa pomeni dodaten zračni upor in vsaka stopinja ali dve razlike je lahko ključna. Naprimer, dostikrat sem opazil sam pri spremljanju dirke, ko je zanihala temperatura asfalta za naprimer stopinjo ali dve, se je to poznalo pri določenih bolidih, pri določenih ekipah v spremembi ritma. Zato tudi ta sprememba temperature je seveda pomembna. Na drugi strani imamo pa en dejavnik, kateri je še bolj bistven in kateri napoveduje prav tako zanimivo sezono 2020. Namreč razmerje moči se je spremenilo. Tista glavna vodilna skupina bolidov Formule 1 se je kar naenkrat iz 3 razširila na 6 ekip. Namreč v sezoni 2019 poenostavljeno smo mnogokrat videli, da če si imel na razpolago bolid Red Bulla, Ferrarija ali Mercedesa,
Tudi če je začel ta iz zadnje vrste, na koncu je bil najmanj med prvimi 6, ukolikor je dirko končal. Seveda poenostavljena razlaga. Tisti iz druge in tretje skupine so bili bistveno bolj počasni od njih. Letos smo na prvi dirki videli, da se je ta skupina praktično razširila, da so tisti v drugi jakostni skupini, če lahko jih tako imenujem, se približali prvi. Ne jo že pravzaprav ulovili, ampak so izjemno blizu. In tu je treba poudariti eno zanimivost. Namreč slišali smo kar nekaj polemik okrog ekipe Racing Point in njihovega bolida RB20. Ta naj bi bil na las podoben lanskemu Mercedesu dvojni V10. In res tudi sami so priznali navdih, a gre za navdih, pravijo, in ne za kopijo. Torej, poglejmo na časih, ki so jih dosegli na kvalifikacijah, koliko je kopija hitrejša od originala, če je. Naj vas spomnim, letos so bile temperature nižje, kar po konceptu Mercedesa mu ne bi smelo škodovati, in po drugi strani imeli smo primerljive enake mešanice pneumatik. Sergio Perez je dosegel čas minute 3 sekund in 868 tisočink. Lance Stroll minute 4 sekund in 29 tisočink. Če pogledamo tisti navdihujoči bolid Mercedes dvojni V10 v lanski sezoni, bomo videli, da Lewis Hamilton je postavil čas minute 3 sekund in 262 tisočink, Valtteri Bottas pa minute 3 sekund in 537 tisočink. Če zaokrožim, če posplošim, vidimo, da je razlika med enim in drugim bolidom tam okrog pol sekunde. In to na škodo bolida ekipe Racing Point. Torej, če so že kopirali bolid Mercedes dvojni V10, ga niso skopirali do potankosti pravilno. Se vam ne zdi? Druga zanimiva točka je ta, da Sergio Perez in Alexander Albon sta dosegla identičen čas. Videli smo na kvalifikacijah, da ekipa Racing Point je res konkurenčna, a še zdaleč ne tako hitra kot lanski bolid ekipe Mercedes. In tu ne smemo pozabiti niti na napredek, ki ga vidimo naprimer pri McLarenu in pri tovarniški ekipi Renault. McLaren je naredil ogromen skok naprej in bo znal spraviti v težave marsikoga v nadaljevanju sezone, vsak tak je moj občutek. Pri tovarniški ekipi Renault smo videli izjemno ekstremen bolid, kateri pa na dirki zopet ne pokaže svojega potenciala. Dobro, potencial ga vidim jaz na mojo oceno skozi moje oči, a treba je narediti tisti pravi rezultat, da bomo videli, koliko res to deluje. Torej, videli smo, da Formula 1 lahko postreže z zanimivo dirko, brez da pravzaprav kdo poseže v pravilnik. Potrebno je imeti samo malce sreče pri projektu in seveda malce ugodne vremenske pogoje. Toliko o tem, hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.